Jaz res moram biti prizerljiva. Živjo, hi, I wear wigs. Na Instagramu sem vas vprašala, kak video si želite videti danes, oziroma en teden nazaj, ali pa še več, ker jaz zelo slabo sledim svojemu urniku, ampak odločili ste, da bom danes snemala mojo kolekcijo lasulj, ki je, let's say, že kar velika. En tak video sem že snemala, mislim, da kako leto nazaj. Lahko klikneš tule in si ga pogledaš, ampak pol manj lasulj je noter, pa pač, ja, zdaj imam v glavnem ful več in veliko več vem tudi o lasuljah. Tako da sem v bistvu vam dala tudi opcijo, da me kaj vprašate o lasuljah. Tokrat bom še rekla lasulje v tem videu. Ogromnokrat. Glavnem imam tudi zraven ene par vprašanj, ko jih bom odgovorila med tem, ko bom pač kazala lasulje. Najbolj za vam kar pokažem, kak kup imam jaz tule, ker pač... Ok, to je moj kup lasulj in ena je dol padla. Pa še tule imam eno v roki, pa še zadnji je tista. Tako da ja, imam jih že kar veliko. Koliko sem jaz naštela? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 lasulj imamo vsega skupaj. Damn! Pa še ena je na poti. Začnimo s čisto prvo lasuljo, ko sem jo kadarkoli dobila. Malo je v slabem stanju, tako da ne vem. Pač ne skrbim neki dobro za njo, ker je že res kar precej stara. Malo je prašna. Mislim, da sem jo dobila nekje v 2. letniku. I think, nisem zihar. Se mogoče bi jo še lahko rešila, ampak načeloma nimam niti volje, ker je grozna. Na začetku je tudi malo drugače izgledala, pa sem jo pol še malo strigla tule spredi. Ja, sej lahko probam dati gor, ampak... Oh my god. Ja, it's not working. Glavne, totale lasulje sem v bistvu dobila z eBaya, kakor jaz vem. In je bila ena najcenejših lasulj, ko sem jo kupila. Mislim, da je bila tam nekje 30 €. Sploh v dolgih. Drugače je bila zelo, zelo dolga. Mislim, da je bila takle do tule nekje dol. Ampak sem jo pol ustrigla, ker je enostavno nisem mogla več razčesati, ampak je tudi zdaj ne morem več. Ali lahko sintetične lasulje umivaš? Sintetične lasulje lahko umivaš, ampak jih ne moreš umivati z navadnim šamponom, ker to ni pravi las. Načeloma je to tako kot pač tekstil in jih umivaš z mehčalcem, zato da pač lasuljo zmehča in jo pol lahko razčešeš in uporabljaš. Ampak moraš biti ful previden pri umivanju teh lasulj, zato ker se zlahka zvozlajo in jih je res težko narazen spraviti. As evident here. Naslednja lasulja. Ok, moja druga lasulja je bila tale. Mislim, da zdaj pa že moram uporabiti moj wig cap. Načeloma tudi ta ni v neki najboljšem stanju, pa tudi ustrigla sem jo že. Po mojem bom ta postopek danes še milijonkrat ponovila. Ja, sicer to sem že milijonkrat povedala, ampak vse lasulje imajo te lepaščke. Ne bom pa vsaki posebej kazala. Vse so večinoma take na noter, če so pa drugačne, vam bom pa pokazala. Ok, tele že 100 let nisem nosila. Wow! Wow! Jaz s temnimi lasi. Wow! This is weird. Gremo na naslednje vprašanje. Ok, pri tej lasulji bo najbolj primerno vprašanje, kako najraje stiliraš lasulje, sploh da izgledajo kot pač pravi lasi. Kolikor lahko vidite, tale se precej sveti, zdaj če bi hotela to popraviti, bi lahko dala gor malo suhega šampona, ki pa ga imam tukajle. Ampak pri toliko svetleči lasulji pač sploh zdaj na tele svetlobi pač to ne bo dosti pomagalo. Načeloma na naravni svetlobi bo to mogoče malo bolj izgledalo. Ja, ker sem rekla, tu zdaj ne vidi. Ampak razlika med to stranjo pa med to stranjo... Ok, zdaj izgleda vse sivo. Jesus. V živo je večja razlika, no? In kako lahko pač lasuljo stiliraš, da bo dejansko izgledala kot pravi lasi? Well, ta del moraš skriti. Prvi trik, kapce. In že zgleda boljš, pač. Ful simple. V bistvu lahko daš gor tudi trak. Evo. In pol lahko zgleda recimo malo bolj prava, ampak še vseeno tale se ful preveč sveti. Tale je bila kupljena, drugače mislim, da tudi na eBayu. Mislim, da prve lasulje, ko so kar direkt z eBaya in tega ne priporočam, če hočete dejansko kvalitetno lasuljo. Naslednja, wig Snatched. Naslednjo lasuljo sem v bistvu preurejala v videu, v bistvu je bil od lanskega pusta in je bil za Harley Quinn, tako da pač je pobarvana. Ampak vseeno izgleda malo grozno. Tale lasulja je pretty much done, pač nima več dost življenja v sebi.
Mogoče za kak res cheap kostum je še, ampak ja, it's pretty bad. Drugač, tole je pobarvano. Ja. Vprašali ste tudi, a lahko basulje? A lahko lasulje barvaš? In ja, jih lahko, ampak ne vseh. V bistvu, tale je sintetična lasulja, tole lahko barvaš recimo s tistimi spreji za lase, ampak gre v bistvu dol, zdaj se nič ne pozna, ampak dol gre. Tako da se ne bo nekaj ful preveč dotikala. Drugač pa s pravimi barvami za lase pa tega ne moreš pobarvati, ker je pač sintetika in ni pravi las in se barva nima česa primiti. Tisto ta pravo lasuljo, ko jo pa imam, ko je iz dejanskih las, lahko pobarvaš kakor hočeš. Tako da v tem je v bistvu razlika med sintetičnimi in pa med pravimi lasmi. Pa tudi tele ne moreš kodrati, tisto pa lahko. Tale lasulja je tudi drugač, mislim, da zibeja. Ker sem rekla, prve so bile, ker direkt zibeja. Še ena malo bolj grozna, ker je tudi zibeja in je po moje moja najslabša lasulja. To je bilo tudi vprašanje, katera je tvoja najcenejša in najmanj priljubljena lasulja, ki jo imaš, in to je tale, ki je tudi grozno zvozlana, nikjer je nisem nosila, ker je v bistvu ful malo las na njej in pač od takrat, ko sem kupila tole lasuljo, sploh ne kupujem več na eBayu, pač ne takih stvari. It's really, really, really bad. To be honest, tele lasulje niti za kostum ne bi imela gor. eBay, mislim, da 10 € po moje. Sploh ne moram to lasuljo prav. Get this thing off. Slednje imamo kratke lasulje, ki sem jih kupovala za kostume in mislim, da prva je bila od Harryja Potterja, ki je bila pol tudi Castiel, pa kaj je še bila? Ne vem, to ful pogosto uporabljam za različne kostume, tako da naj jo kar dam gor. Moj Harry. V glavnem, tole je moja Harry Potter lasulja, ko jo imam pač za Harryja Potterja. In ne vem, zakaj zdaj izgledam taka Kris Jenner, it's so weird. Pa dejansko tele lasulje nikoli nimam gor, kadar imam pač make-up, ker pač je fantovska. Ampak vprašanje, v kateri letih misliš, da si lahko kupiš lasuljo? Ne vem, mogoče ko ti glava neha rast, ker je čist brez veze, da si jo kupiš premajhno. Ne vem. Jaz sem jih začela kupovati pri, 16. Nisem jih sicer nosila v javno, zato ker so bile bolj za pust, pa za kostume. Ampak ja, pač lasuljo si lahko kupiš kadarkoli, ni starostne omejitve. Ok, dlje ko gledam, bolj mi je tale lasulja všeč. It's not that bad, mislim. Harry's back. Ampak gremo na naslednjo. Naslednja je tudi kratka lasulja in tudi je bila za kostum, ta je bila za Sherlocka. Ja, tele dve lasulje sta drugače spletne strani Transgal, kakor jaz vem. Ker tam imajo tudi pač kratke lasulje, imajo ful poceni, pa dejansko pač glede na to, da so za kostume, so dost kvalitetne. Sherlock's back. Ta je tudi bila tak favorite. Čak malo. I'm living for this moment. Oh my god, jaz moram spet rewatchat Sherlocka, I love him so much. Ali se izplača kupiti lasuljo iz pravih las, če je manjše dražja? Malce dražja. Definitivno se splača kupiti, zato ker jo imaš v bistvu za dlje časa, lahko jo boljš stiliraš, ko lahko tele, zdaj kot tisto lahko pač, kakor sem rekla, lahko jo barvaš, lahko jo kodraš, lahko jo ravnaš, lahko delaš pač vse, kar lahko delaš s pravimi lasi. Tako da definitivno se splača investirati v tako lasuljo, sploh če te pač lasulje zanimajo. Ok, naslednja lasulja je v bistvu ena, ko jo nikoli nisem nosila, ampak sem si jo kupila za en kostum, ko pa nikoli ni zraven prišel. Ok, ta lasulja je bila v bistvu za kostum Ella iz Death Note in ful sem si želela tole lasuljo nositi, ampak sem mislim, da pol je zmagal Sherlock in sem bila Sherlock na Makonu, kakor jaz vem. Mislim, da predlani za Makon je bilo tole. Brian, hello! Tele lasulje tudi nisem nekaj nosila, v bistvu jo je nosila Laura na Makonu lani in je tudi v dost bad stanju. Tole je bilo treba enkrat zrihtati, ker je res grozno spentlana. Ampak pač za kodraste lase oziroma za kodraste lasulje je ful težje skrbeti, ko pa pač za ravne, zato ker jih ne moreš enostavno razčesati, ker lahko pač tiste. Tako da, ja, this is what happens, ko pač ne skrbiš za lasuljo. Zdaj pa pridemo do tistih malo dražjih, ko pa imajo dejansko pač čipko spodaj in dejansko izgleda, kot da lasje rastejo ven iz glave, ampak pač tale ni glih najboljši primer. Ja, za Briana je ful super. Laura je imela v glavnem za Briana, ampak jaz je pa dejansko še nikjer nisem imela. Mogoče kdaj. Gremo naprej. Tale je bila od začetka Draco Malfoy iz Harryja Potterja za nam Makon.
oziroma ne, za na meji nevidnega, posnjo pa jaz malo ostrigla, pa malo v bistvu z eyeshadovom sem jo pobarvala tule spodaj in je moj Roger. Čeprav ne zgleda nič kot Rogerjevi lasi, ampak you gotta do what you gotta do. Hi, I'm insane. Pač glede na to, da je bila 30 €, to je bila večinoma poština, it's very bad. Ok, vprašanje, na kaj moraš biti pozoren, ko kupuješ lasuljo? Na ceno! Nažalost je pri lasuljah tako, da če je deal predober, da bi bil res, pol verjetno ni res. Zato, ker lasulje so drage, nažalost, in res je težko najti eno firmo, ko ima dejansko kvalitetne lasulje. Jaz sem spodaj definitivno dala linke od spletnih strani, ki sem jih jaz preverila in so dejansko ful dobre. Tako da, pejte si dol spodaj pogledati. Tiste jaz priporočam in garantiram, da bojo dobre lasulje, vse ostale pa ne garantiram, da bojo ok. Gremo naprej. Ok, zdaj pa pridemo do Eva Hair. Eva Hair je firma, s katero jaz ful pogosto sodelujem, zato ker so res ful prijazni in poslali so mi že ene 4 lasulje, kakor jaz vem. In vedno so ful nice in vedno mi pošljajo točno to, kar si želim. Tako da njim moram kar fejst, pač jih moram pohvaliti, they're really amazing, pa tudi ful hitro pridejo lasulje. Ne vem, a so z Kitajske ali skod so, v glavnem ful hitro pridejo. Prva, ko so mi jo poslali, je bila dejansko od Rogerine, kakor jaz vem. V bistvu od začetka je bila malo drugačna, pa sem jo pa jaz restylala, zato ker je Rogerina od pač Rogerja is I want to break free. Ta je po moje ena malo najljubših zaradi tega, ker je pač moja Rogerina. Ok, trenutno ni nekaj v dobrem stanju, dejansko jo moram malo počesati. Če jo bom imela za pusta, jo bom čopke še enkrat naredila, zato ker se ne držijo več toliko fajn. Ja, kakor lahko vidite, tale je razpadel. This is what she looks like and she's really adorable. Pač ja, ta je ena iz mojih najljubših, zaradi tega, ker je pač moja najdražja Rogerina. Kje kupiti lasuljo, da je pod 50 € in zgleda naravno? Nažalost je odgovor nikjer. Jaz take strani še nisem najdla. Sem kupila pač par lasulj pod 50 €, to so bile tiste prve 4, pa tiste kratke so bile tudi pod 50, ampak dolge lasulje, pa da so pač pod 50, definitivno ne bojo izgledale kot pravi lasi, ker pač it's an expensive sport, I must say. Zdaj pa moram dati Rogerino dol in gremo na naslednjo. In ja, tudi tele vse iz Eva Hair imajo spredi čipko in so ful dobre kvalitete, takle pač izgleda noter. To ful čudno pol stoji zaradi te čipke, ampak to je zaradi tega, ker je bila od začetka cela dolga, pa sem jo pač jaz postrigla. Tale, tudi ena izmed mojih ljubših, to je tale rjava. Tudi je bila ful daljša, ker sem jo postrigla, ker pač, ker sem rekla, sintetične lasulje se ful hitrej skuštrajo, zato ker se pač tale las uniči in pa ga ne moreš več popraviti, ker tu Olaplex ne bo deloval. She's so pretty. Ja, kakor lahko vidite, skozi tele lasulje gre glavnik ful laže, ampak vseeno jo češem od spodaj gor, zaradi tega pač, da se ne uniči tok fejst, kakor bi se, če bi jo čez celo česala. She's so pretty. Tole lasulje bi mogla spet začeti malo več nositi, ker je dejansko ful top. Ali te lasišče srbi po lasulji? Niti ne bi rekla, mogoče edino tule spredi, zaradi tega, ker imaš ponavadi lepilo spodaj, zato da lasulja pač gor drži, takrat mal srbi, drugače neki ful pa ne. Mogoče edino, če imaš preveč zategnjeno, pol zna zelo motiti. Mene je tudi, sem imela narobe lasulje gor, dano me je začela glava boleti, ampak ko enkrat nagruntaš, kako si je dati prav gor, pa pač pravilno velikost te ne sme boleti glava, they're pretty easy to wear. Še vedno smo pri lasuljah spletne trgovine Eva Hair in tole je moja Melanie Martinez wig, ki sem jo imela za Halloween. Čeprav nikamor nisem z njo šla, sam video sem posnela. Posebnost pri tile je, da ima čipko čez celo lasišče, se pravi, se ne more okrog obrnati, kar je tudi meni ful cool. Dejansko imam plan tole lasuljo še nekako splesti in kaj posebnega narediti z nje, ampak še nisem imela cajta. Mogoče mi bo kdaj ratalo, ampak je čudovita. Ja, tudi tale je skodrana, tako da jo pač jo je treba malo bolj previdno česati, zato da se pač ne uniči. Ampak ta ni toliko skodrana, da bi pač ne bi se jo mogla dati rešiti. Tole spredi je bila od začetka malo daljša, pa sem jo jaz pač ostrigla, ker je bila za Melanie Martinez make-up look. Dejansko ful dobro izgleda. Damn! Hi! Bi se zdaj spet takle pobarvala? Ne bi se. Dejansko pač to je ena izmed prednosti lasulj,
Lahko imaš vse nore barve, kakor si jih pač hočeš, brez da bi si poškodoval lastne lase. Se pravi, lahko pač tvoji lasje so malo bolj zdravi, ker pač jih ne rabiš več toliko barvati, ker pač nosiš lasulje, ki so tako pobarvane. In tudi to je prednost, da lasulja nikoli nima narastka, ker pač logično lasulje ne rastejo in pač zavedno ostanejo take. In mogoče bi mogla tole malo popucati, da bojo res črni na eni strani pa sivi na drugi. Ampak, moj Steve! Naslednja je lasulja, ko sem jo imela za Steva Jobsa na Mej nevidnega. In je spletena v kito, glede zaradi tega, pač, da ostane lepa. Malo se je nakodrala zaradi kite, mogoče bi mogla spet zravnati, ampak vseeno za tale video bo čist cool. Wanna buy some apples. Tale lasulja je tudi ena izmed favoritov. I don't know, meni ful taka ekstra je pač. Pa tudi je bila zelo dolga, ampak sem jo postrigla, zato ker pač se mi ni izdela primerna. Drugače tisti video, ko sem jo strigla, si lahko tudi pogledate, bo linkan. In je zelo mehka, moram reči. Nosila sem jo na Mej nevidnega ves dan, res mi je imela cel dan gor, ampak je ostala lepa, mehka in fajn se jo da razčesati. Tako da definitivno Eva Hair ful priporočam za lasulje. Pa tudi to je pomembno, pač, kak jih hraniš, a ne, pač, če jih imaš v vrečki in da imaš zloženo, tako je bila tale v kiti, bo pač ostala lepa in normalna, če pa jo imaš tako zvito, kakor sem imela uno skodrano, bo pač da se uničila, a ne. Zdaj pridemo do mojih manj ljubših lasul. Ena je bila z ene random spletne strani, ki se je dejansko ne spomnim, ampak je bila v bistvu namenjena, da bi bila pač Rogerjeva lasulja. Nisem je dobila prav cajt, zato pač to ni bila, pa tudi ni glih primeren stil, mogoče bi mogla malo postriči, sem je dejansko ni dalo, zaradi tega, ker pač nisem imela pol priložnosti več nositi. Pa tudi malo preveč se sveti, da bi dejansko bila pač za everyday wig. Very 70s, 80s. Mogoče za kak res ono kostum. Čeprav, no, ja, če jo postrižem, pa če bom imela še kdaj šanso biti Roger, I guess. Ampak ja, zaenkrat bo kar ostala v mojem predalu in je ne bom nosila, sploh pa ne za ven, ker je čudna. Sicer ni bila nekaj ful draga, mislim, da spet ene 20-30 evrov. Ampak gremo še na naslednjo mojo malo novejšo, ne toliko favoritno lasuljo, ki so mi jo poslali z ene firme, ampak je ne bom omenjala zaradi tega, ker pač nočem imeti bifa z njimi. V glavnem noter ni čipka, je v bistvu še bolj čip scalp nared, ko pa pri uni moji te drugi lasulji. In tudi lasje niso neki, ajde. Pa tudi noter nima glavničkov, tako da ne vem, meni je ta lasulja ful čudna, mogoče na kameri bolj zgleda kot v živo. V živo je, I don't know, mogoče če dam kapo gor, ali zaradi pač tega. Ok, ja, valjda je boljš. Sam ne vem, če bi to kdaj nosila ven. Mogoče za kako slikanje, to je dost. I really don't like this one. In ja, več ko jo pol češeš, bolj postane taka trda in ni več toliko mehka, kakor so pač tiste iz Eva Hair. Pa ful lasje ven letijo. Pač tako vsakič, ko jo primem, potegnem neki ven. So, not good. Še tole imam. Tole je pa moja Alita lasulja, ko je v bistvu moja zadnja lasulja iz spletne trgovine Eva Hair. Tudi sem jim pač pisala, mi imamo en event, a bi mi poslali eno lasuljo in so tako nice in so mi jo poslali. Teda definitivno Eva Hair, I love you so much. Malo je skuštrana, ker sem prišla pozno po noč domov in se je nisem pač neki ful, ja. Ampak ne zgleda to bad, mislim, moja Alita, moja draga Alita. Tole bom mogoče kdaj nosila v javnost, sam tale del moram malo pogruntati, ker je pač dol tak cartoonish nared, ampak moram narediti malo bolj realnega. Če dam pa kapo gor, mogoče. Ok, ful bolj zgleda. Jap, to moram začeti malo več nositi. I like it. So cute. Zdaj pa pridemo na zadnjo lasuljo, ki pa je bila moja najdražja lasulja. V bistvu se moram zahvaliti podjetju Perfect Lace Wigs. Perfect Lace Wigs so mi poslali tole mojo najdražjo lasuljo in se jim moram face zahvaliti. Tudi sponzorirali so tisti prejšnji video, ko sem ga pač snimala za to lasuljo. Lahko si ga greste pogledat, ker pač I think it's pretty great. Dajmo jo kar provat. Ja, tole zadnjo imam. Takle izgleda, she is gorgeous. Oprala sem jo, tako da pač tudi ful diši. In to je ena izmed tistih lasulj, ko jih pač lahko pereš z navadnim šamponom, zato ker je pravi las. Kakor sem že v tistem videu povedala, je v glavnem enak las kot podaljški, ko so tudi naravni. Oh, I can't wait to do this.
Ta je res moja najljubša lasulja, kar jo imam. V bistvu planiram še, da jo bom pobarvala. Ne vem še, kakva barva bo, ker bom dobila barve od moje frizerke in mi bo dala dejansko pač ful enih norih barv, da jih bom pač lahko pobarvala. Posebnosti na tej lasulji v glavnem je to, da je pač iz pravih las, ima dejansko ful globok tale parting tule, se pravi, jo lahko pač nastaviš, kakor si jo želiš. Lahko jo nosiš na to stran, lahko jo nosiš na drugo stran. Zdaj na uno stran sem jo malo fenirala, zato zdaj tako ne stoji. Enako kot pravi lasi v glavnem. Tele jo moraš dejansko pač tule spredi dol zalepiti, ker mi je majčken prevelika, ampak to ni težko, v bistvu vzameš malo lepila za trepalnice in pač takole zalepiš and then it looks snatched. In ja, s tem moj video končam. Hvala vsem, ko ste pošiljali vprašanja, ko ste kaj vprašali o tej lasulji. Hvala tistim, ko ste glasovali za tole lasuljo. To je to. Upam, da vam je bil video všeč, dajte mu en like, subscribite se na moj kanal, komentirajte kaj, katera vam je najljubša lasulja. To sem tudi že v prejšnjem videu rekla, ampak tokrat jih imam pač malo več. In ja, se vidimo v naslednjem videu. Čau! the night.